je imel tweet, je rekel, prihodnost je lepa in svetla, sam kaj mi nismo namenjeni. Čakaj, ja. Sam se veš, to da imamo samo en štender, ni profesionalno. Slišam. Kjer štender sem? Ja, da nimamo štendera za pivo. Ja, to. Ja, kako da ne? A ti ga imaš? Ja, ne, zdaj sem malo improviziral. Ti ga pa ne rabiš. Ti ga, mislim. Halo! Halo, njega zdaj še zmer pije pivo, ne? Ja. Če ravno 0-0. Da ga je nova stigmatizirala. Tako, ne, nikoli. Tega nisva hotla. Ja. Tako da ne ti tekne. Ampak ga pa pogrešam pa štender. Aj tam le, ja. A ne, Mislim, je, da viš tlele imam jaz tole. Če sem videl, če sem meni so ga itak vzel. Ja, sej. Si mislil, da ti pogrešiš per, si mislil, da boš rekel zdaj le. Ne, štender. Štender. Per tudi, ampak dobro, le, sej imam dober spomine na njega. Pa ful velikih je. To je pa lepo. Pa ful velikih Pa tudi precej nespominov. Veš, da se to, v bistvu, tako kar sprej rekel, da se stvari kar zglihajo, vse to je v bistvu kar v redu. Če bi vse te spomine imel, ne, mogoče bi človek prej rekel, dosti je pri 6 ali pa pri 5 perih, ne je do 8 ali pa do 12, ne. Tako da, Ustavi svoj spomin tukaj. Ja, a veš, če bi, ne, na svet bodočim, ne, ja, prej se ustavite, draga sin in hči in še kdo, tako da. Po pamet, ne? Po pamet, ja. Aha, to si dal zdaj na svet mlademu Davorinu. Ja, mislim, jaz se ne bi najbrž poslušal, ampak, lej. Jaz se nobene, večino napak moraš sam narediti. Ne? Ja, sej, ampak mogoče pa, več kakšne pa ni treba v resnici, ne. Če ti nekdo pove. Pa pamet bi noben ne bi naredil, ampak... Dej mi povej, kjer napake si se izognil na podlagi pripovedovanj. Ali pa na fotorovih izkušnjah, če ti kaj rekel, tega pa ne narediti. Ti si najbrž posebej leto narediti. Si najbrž posebej leto narediti. Vse to, a veš, tudi fotor je nehal piti. Dobro, samo za tega ti nisi, ne? Samo je to res, ja. Kaj je fotor nehal, ne? Ja. Domnevam. Ne. Tako da, a veš, ne mislim... Ja, nimam. Čak bom pa... Do naslednjič. To je naloga do naslednjič. Zajebana naloga, v bistvu. Mislim, če ti, recimo, ti starš reče, ali pa nekdo blizu, ne, recimo, teta, stric, ok, bratranc, biš ga še mogoče človek poslušal, ampak... To še sam, ja, celo. A veš, a bi ga, ne, tako ga si rekel, a veš, če te lej pizda, ne tega. Bezinata bi vredno šel to narediti. Ja, večino stvari si pol probal, ja. Bolj zato, če... Mislim, skozi zgodovino se je izkazalo, da sta imela starca kar veliko stvari prav, ne. Ja, ne, se to se zmeraj izkazalo. Se to sploh ni dvoma. Še posebej, to zdaj ni diskutabilno. Ne, ampak zdaj to sem se spomnil, da sem uživel v vlogo mladega Davorina, kar sem rekel. Pa sem študiral, da bi so večina stvari, kot sta napovedala, je bilo kar preroških. Čeprav sem jaz trdil, da je svet čist drugačen, ne veš. Seveda, ko smo videli takrat, ko smo A veš, ko si ti najbolj pameten, ko si mulci najbolj pameten, si pojedel vso pamet vsega sveta. Pa tudi polka nisi štok mulca, veš, pri 25 je bilo kaj še star, kaj je foto rekel, ne ušlo. Kaj, ne, star ješ pojma. Takrat si še zmer mulc. Sej to, ja. Zdaj pogled nazaj je še zmer mulc. Zakaj nismo mi unih problemov, mislim, teh problemov, ki jih imamo zdaj dubelj pri tistih letih, ko smo vse vedeli. To bi bilo dobro. Res bi bilo dobro, mislim. Prav bi še malo une probleme, si stari 3-0 bi jih zahotal. Zdaj bi bili že na peru, bi bili že vse veselo, veš. No, se to smo. A vidiš, pa se vse zlevalira. Ja, tako. Pa se vse zlevalira, tako da pejmo mi lepo, pejmo vizo najprej točno. Dej vizo, no, prosim. To. Zdravo, to je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem in tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi, ki smo zdaj pa 4. knjigi, pa smo.
A sem zdaj kaj drugega, ali kaj? Ja, Mislim, ker si posebej poudaril, a moram biti zdaj kaj Ja, drugega. Ne, če smo v četrti knjigi, v četrti knjigi Ja, si nekaj drugega. Aljoš, še zmeram. še zmeram Aljoš, še zmeram peli. In še zmeri zi. No, dober. Aha, lahko se pa naročite na naš podcast. No, pa dejte se, no. No, naročite se na naš podcast, kjer čte, ne, v vašem in našem najljubšem predvajalniku podcastov. A veš, zakaj to vedno ponovimo? Zakaj? Zato, ker Verjetno je dober statistike razlog. kažejo, da nas 10% posluša na spletni strani. Kar ni nič narobe. Ja, 10%. A res? Zanimiv. A se jim da klikati tam? Pa da je Očitno. naroče pisa. In zadnjič, ko sem bonus epizodo živo, sem pozabil dati na spletno stran In se zabudili, ne? in se je poznal. Eto, vidite. Per statistika. Pejt, naroče se note zamudili tele bonus epizode, ki jih imamo kdaj. Ja. Nesreč? Če jaz slučajno pozabim, kam v službi kaj dela, se ne velika, da bo čas. Lukas, ne poslušaj tega. Luka, če poslušaš, se veš, to je šala bila. No? Ja. Zgolj v namen res je bilo scenarija. veliko dela je bilo zaradi team buildinga službenega, ki je res Seveda. Evo, velik dogodek. Za Tako da službo se je sedajal, za Ja. službo je trpel v in prostem času sem tako trpel. krval pot potil. Še mikrofon No, skratka, moram jaz moram še ja, napisati, to, ja, povedati, to, povej. ja, hvala za serijo, pika si tam se naročno. Ja, to. Naročite. A zdaj moram biti jaz, ali bomo še kaj povedali, Ne, okoli ne. tega, koliko je kdo trpel? Pa koliko je peli delov za službo? A lahko nehamo to misliti. Ful je delo, pa jaz tudi. Ja, tudi. Pa ali tudi. Pa tudi. Vsi smo ful delali, če se Delamo. Ful delamo, ne, največ. Največ od vseh. Moja številka tekočega računa je 8, 2, 0, 5, 6. Ne, se smo rekli, da če bo konc sveta, jo bomo objavili, samo ne vemo, kjer je epizodi. Ja. Ja. Bom po linku. Lahko nam pa darujete. Ne? Ker Ja, to nikoli pa ne je. vemo, mogoče bomo odpuščeni. Lej. Ja, Ker zdaj smo vse vsak povedali. teden bolj kaže. Ne, hec, luks, hec. Tako da, ali povej. da pa imamo mi pogled, Ja, ja. kaj smo delali v prejšnji epizodi. Da se nomo, hvala. Kako že oni pravijo, smo že v luknji, nehaj kopati. Ja, sam res je. To je bil zdaj tako dober prikaz, da dno nima dna, da greš vedno lahko se bo še globi. Fuge so Tako da tukaj. opozorila Kvarnik tudi, za Kvarnik tudi Rescue, ker prejšnje epizode ni bilo pravzaprav nič. Kaj je bilo prejšnje epizode? Skoraj nič. Pizda mi 3 je bil v Avstraliji vam padel. Ja, Dobro, res. ok, naslov imamo, zdaj gremo pa lahko na Kvarnik. Ok, kva smo naredili prejšnji teden? Ja, nič pije. Nečno, sej, Uvod ful je se bil. nismo pogovarjali v vodu. Ne, uvod je Pižama bil. ga je pa prebral. Lepo ga je prebral. Lepo. Ja, Uvod pa je tudi bil. yes. In vsi vemo, da pač digitalne ure so še zmeraj zakon. In če jih nimaš, nisi hupi frut. Ne, lahko si tudi hupi frut. Če nimaš digitalne ure, si pa res beden. Ja, ne, Nova digitalna ura je bila tu že čez en teden. Okay. Daj Wow. bo pustiti to slonu po sadežu. Ja. Pa pojmo rajno opozorilo za Kvarnik, tudi Rescue, once again, dobro je. Pa smo v prvem poglavju 4. knjige. Zelo, Ja, zelo. sorry. Včasih še stvari bolj, da ne pridejo ven. Ne, A veš- kar nekaj, ne, to je a dobro. veš, Tole je bilo dobro. Paul McCartney, ki ga vidiš v dokumentarcu, kako on Get Back iz zraka potegne, ti si Stare. dobro zgledal. Itak je vesolci. Mislim, se dobro slišiš. ne. Vesolci, to je on tako. Tole danes ni bilo to. Tako da, Sem mislil, kako boš zdaj to spelo. ne, tole danes res ni bilo to. tako Da, ampak, kot že naslov našega podcasta pove, se opravičujemo za vse nesrečnosti in zdaj gremo v prvo poglavje, kjer se je stemnilo že zgodaj. Ja, Kar je bilo Ja, za to ni zdaj, ne? ne, Ne, to ni zdaj. pa dež je padel. Ja. Ampak to je bilo vse še kar običajno. Mislim, konec koncev so domneven, da smo še zmeraj v Angleži, čeprav noben ne specificira. Ni nujno, ampak. Ja, ni nujno, ampak les bi rekel, da smo. No. Pa večer je bil hladen in vetroven. Ja, jaz bi v gibu, da smo.
Pa začeli držati, kar je bilo tudi običajno, ok, smo v Angliji. Ja, vse to, veš, kako bi rekel. Sam ne vem, kako pa zdaj s tem pristanki vesoljskih ladij. Kje so bolj običajne, v Ameriki ali v Angliji? Enkrat sem pa bral en članek, da v Ameriki, se pravi, ne me zdaj za besedo držati, ampak da v Ameriki je teh, kako bi rekel, ki jih opazijo, je več. Recimo v Evropi pa tega ni toliko. Tako da ne vem, zakaj je to ponaseljenost preveč, ker so pač v mestih ne pristajajo vesoljske ladje. Še kar vedno. Te žitne polje imajo. Ne vem, ampak kao, da opaznost se tako nagiba definitivno bolj v Ameriko. No? Se pravi, na Kitajskem jih pa sploh ni. Tam pa mogoče ne pride čez. Ne vem. V Kitajskem pa ben sploh. To pa ni tam bilo samo tako Evropa, pa Amerika, ampak Kitajska sploh ni omenjena po resnici. Jaz bi mogoče rekel, da to več pove o Evropejcih pa Američanih, kot o Kitajcih. Verjetno. Ne, veš, mislim, lahko se motim, ker to je zdaj prostorsko, recimo, možgana govori. Ja, ok. Veš, prostorsko gledano, če gledaš, ne vem, Rusija, Indija, Kitajska, ne? To je več kot več. Mislim, zasedajo kar precej prostora, ne? Mislim, da je še Afriko tukaj zraven, veš? Dajmo še Afriko, ne? To je pol sveta, mislim, več kot pol sveta. Več kot pol sveta. Več. 3/4. Ja. Ne? In po verjetnostnem računu bi mogli biti obiski vesoljcev na teh delih verjetno. Mislim, če že ne isto, ali pa več, če je. Ali pa saj v okviru Gaussove krivulje malo manj, ne pa nič. Ne, veš kaj, mogoče se palijo na to svetlobno onesnaženje, veš? Njim je lažje pristati, tako kot avionu lažje. Pa na IQ. Ne, ampak jaz zdaj gledam tako, veš, avion tudi lažje na pristajalni stezi, ki je dobro osvetljena pristane. Ja, moraš imeti lučke. Ja. Naš prijatelj Rok, pilot, pove, da lučke so pomembne. Pomagajo, ne? Pomagajo. Ne samo, veš, samo oni bi mislili, mislim, jaz bi mislil, ne vem, ampak če si ti vesoljec, pa imaš vse to, letiš po vesolju levo, desno, ne, da lahko tudi pristaneš brez lučk, ali? Da ne rabaš luč za pristati. Mislim, pilot narkokartela. Mislim, tema. Sam čak, če greš pa na planet, kakšen drug je pa najbrž kar svetu. Ali pa saj srednje. Ali je? Ne, vse ni. Mislim, če recimo Luna ni svetla, ali pa naša Luna. Je. Mislim, ne tam, kjer pristaneš. Ni svetlobno nesnaženo. Se to mislim pač ni. Sem bral v Pink Floydih, da je tam na stranu. Ok, ni svetlobno nesnaženo. Hočem reči, veš, ni zunanjega vira svetlobe, ki ti bi osvetlil tukaj pristan. Samo oni ne pristajajo v mestih, oni gre pa na vas, prav zato. Ja. A veš? Čudni so, no? A veš, v Afriki je fulene vasi. Afrika je že tako več kot vseh ostalih kontinentov. Afrika je najjača. A veš, pa ful je neposeljene. Tam imaš šanso, da pristajaš kar nor. Samo mogoče z tega, ker je neposeljena, pač ljudi ne opazijo, ne? Ker ni toliko ljudi. Pol bi jih tam še več v bistvu. Pa smo spet pri budizmu. Kje smo pa zdaj pri budizmu, če vesoljci ne pristajajo v Afriki? Ajde. Kako je slišati padec drevesa v gozdu, ki ga nihče ne sliši? Ali drevo res padlo? A veš? Ne? To je to. Lej. No, v glavnem, kje smo zdaj mi? Pri tem. Vesoljska ladja je pristala. Ja. Kaj pa ni bilo tako običajno? Pa ni bilo običajno, pa malo šmelj. Manj, kad se zgleda zgodil, kad dešno. Ja. Pa šmelje, pa ropotal, pa levo, pa desno. Ja, pa sam neki štirinožci so bili slabe vole. A to so bili kužeti, jaz mislim. Najbrž. Ja. Ali mački. Ampak je bilo pa še kar spektakularno, ker je z nekim curkom svetlobe uletela. Mislim, jaz si malo predstavljal, da se je nagibala na curku svetlobe. Jaz si malo predstavljal, veš, ne tako bližnje srečne tretje vrste momenta, veš, tako če kdo gleda ta film. Meni je izgledala tako se mi je zdela malo nestabilna, veš. Je bila ladja, ne, in potem kakor da ona na curku svetlobe pristaja, ne, in je mečkaj tako malo se gunca. A veš, meni se pa zdela, da je pač tako meni se pa zdela lepo pristala. Vrhunsko dol gre s curkom svetlobe. Tako, jaz sem tudi točno tam. Kulisa res dobro zgleda. Tako, Pink Floyd koncert.
To. Ja. Ne vem, nekega Lagano 76. Se vidi, da so bili res nisem toliko tega pik. poslušal, kaj vidva. Ja. No, druga stvar je bila pa bližnja srečna tretje vrste, tam je zelo veliko zelo veliko luči, no, tam, ki pristane. Ja, tako. Ta moment, ne, ali pa, ne vem, IT, se je bilo isto, tam je tudi ful svetlobe. Tam je tudi dobra luč, dobra luč. Tako da ne vem, no. Sam tako, da še s curkom, a veš to, ne, da je tam je bilo od spod veliko, sam pa še s curkom svetlobe, res hudim, hudo, ja. Misliš, da je res tako na znanju? Ja, po moje ne, veš, če hočeš inkognito pristati, po moje ne daš curka svetlobe nekam. Mislim, bi rekel. Razen, če je to edina šansa, da pristaneš. Ja, ok. Veš, da je to edino, kar tehnologija omogoča. Tako je, da označaš, kam moš pristati. Kaj, da je tukaj neka bremza, kaj, da je to tako unikavljeno letalo na silki. Ja, pa lahko rečemo, da veš, bistromat ladja ni bila, pa zlato srce tudi neko. One vemo, da lahko se kar uresničijo. Ne, je bila mehna ladja za 6 ljudi. No, vidiš, da je točno, se piše. Vse smo vedeli, ja. Mislim, nismo vedeli, ampak nam razloži, ne, da če bi si bili toliko, da bi si podatke poiskali, ne? Ja, točno, bi vedeli. Ja. Bi vedeli in ne falili. Ja. In v bistvu je, da ne fališ. Ja. Tako, pa še malo požal statistične urade. Ja. Tako na brzino. Na neki se pa moraš obesiti. Mislim, a jih lahko sploh užalaš. Ja. A je mogoče avtor govoril samo resnico in resnico, ali kako je že tisto? Mogoče. A ni to v Bibliji? A Bog ve. To je bil pa najboljši možen odgovor. To je res. Ja. To v Bibliji Bog ve. Bohec, ja. Skratka, ja, ta na svetlobi se zajadra proti tlom, se tudi vrata odprejo in tudi spusti se neki dol. In tudi drug na nekoga ven. in ta nekdo zaupije, hvala, lepa. Mi pa zanimivo, da ta zgleda tako, kot en pač včasih, ki so bili še. Ja, povej, prosti. Ne, tisti, ki smo prej govorili, ne pač v uni statistiki, ki pove, da so zapravili za une raziskave strašno veliko denarja, ampak pol itak je bilo to sam, da je vršil predal. Ja. Spet je verjetno tudi v galaksiji se spet kakšnega kaj parijel, ne pa. Ja, lej. Dajmo to narediti. Ta balkanski sev je posod tudi v galaksiji. Balkanski sev je močen tudi na zahodu in v galaksiji. Ja, sam tako, da veliko ljudi si tega ne predstavlja, koliko je to dejansko razširjen pojav. Ne? Mislim, da si sam noče priznati. A sam mi na tem delu, kako bi rekel, delu sveta, pač nekako si vemo, pa se tudi malo tajimo, se pri nas pa ni tako, ampak je. A veš, mogoče v zahodnem svetu pa ni tako. A veš, upaš, da bo nekje boljš. Mislim, da je nekje boljš. A veš, kako je? Ne? Jaz mislim, da je edina razlika med tem, da pač vsi na isti način funkcioniramo, samo to, da na zahodu, ki te dobijo, se upravičiš, pa se nekam potuhneš, pri nas se pa vržeš ven, pa rečeš, pa kaj zdaj, kaj vam nikaj? Kdo pa ni? Ja, kaj je? Se unije tudi. Ja, tako. Ne? Ja. In si pa še večji car. Zdaj, tako, ja. Vi ste 50, mi imamo pa tudi zdaj 50. Ja. Se ti si tudi za svoje bajto nekaj naredil, ali pa ne vem. To je vse v redu. Ja. Če res je. Mislim, dejansko nimamo tega, da bi rekel, ja, res ni bilo v redu, ajđo, jaz grem. Ja, sam res v bistvu. Ja, na zahodu mogoče se še tam imajo to. Skloniš glavico? Ne, vsi to pač počnejo in tam se pač probajo malo skrivati. Pri nas se pa tudi skrivati, noben skoraj več ne proba. Ne? Sam res, ja. V bistvu pri nas je pa skoraj nekako si greš pa medaljo prpeč, če si nekoga nategnil. Ful si hud. Ja, ful si hud. Ful si hud. Ja, se boriš proti. To je bolj ta balkanska mentaliteta. Ja, to je hudci. Ja. Ker če si nekoga nategnil, to pomeni, da si inteligenten, da si sposoben, da si ne vem kaj. Da lahko nekoga nategneš. Ja. Tako, ja. Če pa še država, pa še toliko boljš. Zmaga. Vada, to je pa ultimativni nacionalni hobi. Ja. To je pa ultimativni car. Ja, pejmo. No. V glavnem to smo ugotovili, da ta projekt se ni obnesel. Ja. Je pa res, ko grmenje presekalo besedo.
Tako da v bistvu. Ja, naš potnik je skočil ven. Naš potnik je skočil ven. Hočel sem prej to povedati, ne, da mi je zanimivo, ne, da ta moment, ne, duty free shopa, ne, ja, to, no, vrečo je imel. Ki je bil včasih zelo, zelo popularen. Iz naših let. Ja, s tem, da se ga prav začutil sem ga, ne. S tem, da je imel naš potnik iz Alfa Centauri, ampak ja, povej, kaj je v duty free shopi. No, sam ta moment duty free shopa se mi zdi tako, pač se mi, hočem reči, mi je toplo miratar pri srcu. To so bile imenitne institucije. Odlične institucije. To so bile res imenitne institucije. Vse si lahko tam dobil. Ker si po ne vem kakšnem ključu, vem, brez davka je bilo, dobil stvari pač za to, ker je brez davka. Ja. Res je bilo noro. A veš, kaj so bili še v centru? Neki cajta so bili. Ne, tisti je bila anomalija. Sam je bilo, 90 je bilo. 90, ne, bilo je precej cnej. Ne, ja. To je bila stvar 90-ih anomalije, to je bilo tako kar neki. Ne, ampak meni je bilo to, a veš, kaj si prišel, je bilo vsega full. Mislim, od zobnih pas do, ja. Od zobnih pas do žganic, takih, ki jih nisi videl, ker ni bil sam Valentines. Ja. Ampak bil 37 Valentinesov, ja. Do Tobleronetov, ki so bili unite veliki Tobleronete. Pa M&M'si, ki jih ni bilo, ja, drugače jih ni bilo M&M'sov. V Mercatorjih ni bilo. Tobleroneti, a niso samo na letališčih, pa v duty free shopih. Meni se zdi, da oni tam živijo. Tako. Tega ni bilo, ker zdaj jih imaš, ja. A veš, zadnjih 10 let mogoče videl. Ja, ampak zadnjih 10 let, prej pa so bili tako, ne, veš. Se to, za tega je bila že ta čudežna trgovina, veš. Ja, vse je imel, se pravi, od alkohola. M&M'si tudi, ja. M&M'sov, pa tudi te veliki M&M'si. Ja, huge. Pa ta zeleni, pa ta rjavi, ali kaj so ta najbolj kul. Ta rjavi. Ja. In, a veš, in tudi ta Toblerone, tudi ta veliki in ta mali. In ta beli. Pa že ten so imeli, brez filtra. Pa že ten brez filtra, ok, to nisem tok, ne. Ja. Veš, pa tudi čiki, ne, ni bilo sam boss pizza. Ja. Ali pa 57, so bili že ten. Ja, pa Gulwaj, ne. Gulwajzes blondes. Že ten sem imel za maturo, ful sem bil car. Evo. Pa bi jih je pa fotor spizal. Ojoj. Je rekel, koliko so dobri, tako da že za tega so bili duty free, ja, res nore zadeve. Ne? Huda reč je bila. Huda reč. Ne, ampak a ti veš, da recimo tisti, ki nisi doživeli tega. Po svetu, ne, dobro, zdaj to je vrsta, ki izumira. Pejte na letališče, približno isto. Ne, ni, ker ni več, približno ni več take razlike v ceni. Ja, ne, če greš v Ameriko, je ne. Ma ni. Ni isto. To je zdaj, ne vem. A veš, greš iz Kraša do Tobleroneta, mislim, ne moreš. Ne, pej, mislim, če hočeš alkohol kupiti, pej tu Italijo, ne ujeti v duty free. To je res, ja. Brez veze. Bistveno ceneje tam. Ne, kaj, se sploh ne vem. Nekaj si hotel povedati, prosim, da sem te prekinil. Ne, jaz sem te ubal, sorry. Ne, hočem ti reči, da te trgovine. Evo, imaš? Ali Resko grmenje še enkrat presekalo besedo? Resko grmenje je presekalo besedo. Gremo naprej, pa musiko še mogoče kasneje. Ja, sej bo. Iz izkušenj ti lahko povem, da ponovadi polje najdeš. Da pride, na poti domov. Čak mal je zaupila postava in pomahala ladji, ampak lestva se je že odmaknila skozi Laputo in ni bilo nič več. Ne. Je šla. A ja, ne? Ne, vrgle še. Nekdo je vrgel z gulino in izprano brisačo. To bomo nujno rabaš, kar vemo že od 1, 2, 3. Ja, in pol je ladja šla. Tako, in oseba se je odpravila. Ja. Bila je mokra. Dež je padel. Dež je ulival vse huje. Ne? Ja, žmuhnalo je po tleh, blat je bil po tleh, ni bilo lušeno. In je šla pač naprej. Ne? Proti svetlobi je šla. Tako, ne. In pol je šla po enem hribu gor in pol je v bistvu ta popotnik je res prišel v enih slabih cajtih na ta planet. Ja, mislim, ni bilo lušen. Prav ni bilo lušen. Vse sploh ne vemo, če je Zemlja, ali že vemo. Ne vemo še. Kako smo pa lahko rekli, da je Anglija? Ne, po dežju. Predvidevali smo, nismo rekli. Predvidevamo, da je Anglija po dežju. Ne vemo še, ne vemo. Pač. Ali pa ne vem, nek del, ki je monsunski, ali ne vem. Tako. Ja. Dajmo, da bomo zakrili sledi. Tako, ne, in potem je tem proti temu popotniku se je nek stroj z žarečimi lučmi.
Spet žareče luči, spet nekaj. Prebadali so vodno zaveso in to je bilo res noro. Klej, spet si spustil domišljijo. Moram reči, da začetek je kar obeta. Si je pustil to. Tako kot na začetku tretje knjige, ki se je spustil sketne. Ja, malo si je pustil. Za prijatelje iz umetniških krogov. Malo poetične svobode si dal. Ja. Pa blisk je osvetljeval okolico. Si prav predstavljal, kakšen dež je bil to res. Res zoprn. Oči, ki približajo se. In pol ta avto gre mem, ne. Mislim, ne vemo, če je avto, stroj. No, stroj, ja. Tako. Stroj, ampak vemo, da je avto. No. Vemo, da je avto, zato ker se je popotnik z neizmerno osuplostjo zavedal, da je pisalo na avtu. No, na tem pač. No, že prej ga je zalil, bo zgareve že. Pizdu mater. To zabav smo. Ja, prej ga je zalil na orang. Na orang ga je zalil, kakor se spodob. In na tem stroju je pisalo tudi moj drugi avto je Porsche. Ja. Tako da ja, lej. To mislim, da je bil zdaj smo pa par avtih, a veš. Ja. Zdaj mu je pa zmanjkalo teksta za štoparske dogodivščine po vesolju, zdaj gre pa nazaj na avto. Ja. Sam ta moment, mislim, ta model, ki ga je zalil, ne, po moje ta, a veš, BMW moment / Porsche, ne. A veš, še sem, moron sem še zalil te, bo zgareve že na cesti, te mu še pošpricel, ker sem pa ja, cool. Tako da jih je fasal. Ne, mislim, a veš, to je tisto, kar mislim, slabo izkušnjo iz vožnje prej. Mislim, da se ta joke pol naprej se zgodi, ne? A veš, vse razpleta neki, ja. Ki ga gleda, ne? Mislim, kva hodeš ti v takmu vremenu ob cest, ki te sam ljudje se vozijo mimo tebe, pa te zalivajo, ne? In se on pele mimo njega in ga zalije. Zdaj smo mogli povedati. Si joke povedal, stari, ne razlagi joka, pizde. Ne, predvsem je pa v drugem poglavju. Ja, sej. Tako da, pečino obžali! Mislim, bi mogli biti zdaj špljoc. Vrum špljoc bi mogli biti. No, sledite nam in sledite Porschem, ki vas zalijejo na robu cestišča. Ne Porschem slediti, ki boste sam radarske kazni plačevali, pizda. Ne, če Porsche ostal, pa sti za njim, je vse v redu. Ja, ne, ki bo tebe ustavil, 100%. Porsche bo mim pičil. Ti si Porsche sledil, ustavili bojo pa tebe. Tako. Ker si počasnejši kot Porsche. Tako. Pa si pa kupite Porsche, da lovite kazni plačevajo. Ja. No. Če si ga lahko. Ja. Tako. Jaz bi imel, bi imel enega, ki bo omenjen. Tako da do takrat pa nam sledite na družabnih omrežjih, prosod smo, afno, opravičujemo se. Hvala, ker ste bili z nami tudi, ko ladja pristaja. Če noš rekel 914, se sploh ne pogovarjam s tabo. Ja, ampak tudi... Ne, valjda. Dobro, lej. Ja. Ampak 914. To so ostanki. To zdaj videl v vesoljskih ladjah. Ne. To pa še z mladih let, ko sva igrala v Need for Speed Porsche verzijo. To je bila najboljša. Edin, kar sem videl, lahko prišla do Porschejev. Mislim pa redno še nekaj časa. To je bila tako dobra igra. Igra. Res. Boljš kot une tekstovno. Tista del, absolutno. Tisti del, ki je bil v Korziki, smo pa enkrat sprobali in je bilo ne čisto isto, ampak feeling pa isti. Isto. Kolega je predvsem, ker nismo imeli Porsche, ker smo šli na Korziko. Kolega je hotel imeti Porsche 911, ne? Ja. Pa smo mu pol... Maketo kupili. Ne, kupili smo mu Pujsa, pa šel sem v Porscheja, pa sem mu kupil komplet šraufov za eno gumo, veš. Pa zdal. Sem jih mogel prav naročiti, pizda, veš. In pa smo na Pujsa gor še napisali, kukor so pač uni šraufi stal, pa vrednost Porsche minus tok, da more še tok pač nabrati. Ja. Mislim, da ga še nima. No, da ga še nima. Malo smo se zgubili ta cajt, ampak kukor sem na zadnje videl, ga še nima. Aha. Tako da še zgleda ni našparov. Ni še našparov. Podark na še, ne na nima. Mogoče, mislim, čeprav hotel reči, da počas prihajajo ta, kako bi rekel, srednja leta, nekaj je pa ta kriza, ne mogoče vzdaj ga nabavil. Pa magar 914. Ja, veš, 914. Se to, te se snaj, ne. Je pa res malo češki, ja.
Vsak ima svoje, kako bi rekel, vsak oči ima svojega malarja, meni všeč je pa. Je specifično kuska olive. Tako kot Bruce Springsteen pravi v eni od svojih pesmi, she ain't a beauty, but she's alright. Še zmeraj Porsche. It's still a Porsche, baby. She ain't a beauty, but she's alright. To se zdaj enega drugega vica spomnim, ampak vam gam pol povedal. Pol pa... No, pa povaj. Lepo se imejte tudi drugega tedna. Pa hvala, ker nas poslušate. Kaj? Ja, pa ker nas podpirate. To. Pa tudi, če nas ne podpirate, predvsem, ker nas poslušate. Zelo lepo. Najbolj smo pa tega veseli. To je to, kar šteje. Točno to. Tako. Tudi z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. Če se si date predstavljati. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala. Ajde. To. Narejen. Wow.